Ljudje in ljudine, poslušate 54. epizodo podcasta Obot, podcasta, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo in poslušamo serije filme in risanke vseh žanrov, od F do Z. Obot, odločno na begu od denarja, smo, tako kot vedno, Mito Gegić, Servus, Igor Harp in moja malenkost Aljoša Harlamov. Če se vam zdi, da smo tole zdaj speljali nekako bolj povezano, je to zato, ker 54. epizoda ni več special iz karantene, ampak redna epizoda, kar ste gotovo opazili, se nas prejšnji teden ni bilo in to je pustilo seveda veliko praznino v vaših dušah. Ampak to hkrati pomeni, da nismo več na spletu, da se vam znova oglašamo v živo iz kina Bežigrad, trije amigosi so spet skupaj. Ole, a ja, točno, to ima. Ole. Ja, mogli bi imeti ono z rokami v bokih, to se ne sliši. Pa vse mariachi band vzaj. Mimogrede, če ne razumete te reference, poiščite film The Three Amigos s Stevom Martinom, Chevyjem Chaseom in Martinom Shortom, ki je zelo vreden ogleda. Pa je? Še drži? Ja, jaz sem ga par let nazaj gledal. Ja, Chevyj Chase. Majnih par. Ja, se vem, ja. Meni je najbolj šona scena, ko obogno špila, kakor neka kuščar poje tam, pa ne vem, kaj sova poje. Ja, psi začnejo pet, ja. Okay. Najbolj sem si vedno zapomnil, ko grejo skozi puščavo, pa tak prvi pije, pa tak 3 kapljice, drugi spije, pa tak so pesek iz šutare, tretji pa tak maši ful vode, pa si usta splahne, proč vlije, vrž. Kaj dogaja? Gremo dalje. Skratka, to je bil ekskurs v zgodovino. Za tiste, ki ste sploh razumeli referenco, to je zelo, zelo star film in mi smo zelo, zelo stari ljudje. Kaj smo vam torej pripravili za vrnitev med žive, ker bi vas radi znova povabili v kinodvorane, ki so se ponekod že, mislim, da skoraj da odprle. Bomo govorili o filmu, ki je prav danes, ko to snemamo, četrtek 4. junija, na ogledu v Koloseju in najbrž tudi marsikje druge ali pa še bo. To je akcijski film z elementi grozljivke, slasherja Gravža, thriller preživetja, tudi družbeno-politična satira, o tem bomo govorili, The Hunt, oziroma Lov v režiji Craiga Zobla. Zobel. Ja, lukarsko moraš reči. Zobel. Zobel pa Luk. Mislim, je bil Luk. Luk Zobel. Luk, I'm your father. Dart Zobla, veš. Kako sem vaju pogrešal. Skratka, ker bo pa to standardno pozorilo, ta epizoda gotovo vsebovala kvarnike, se zmenimo takole, pojdite ga najprej pogledat. Zabaven je, kratkočasen, dolg niti ne 1,5 ure ali pa tle nekje, s tem boste nenazadnje podprli tudi svojo lokalno kinodvorano ali kinocenter in ko ga boste pogledali, pridite z nami na lov za političnimi konotacijami filma. Mi smo se že oprtali davnoglede in cinične nasmeške in gremo v hosto. Maestro, pospremi nas za glasbo. Živo, mi smo res nazaj, čisto res smo nazaj, tole snimamo v istem prostoru, prostor je velik, ampak mi sedimo dovolj skupaj, čeprav ne tako skupaj, da ne bi mogli vzdrževati higienske razdalje, ne vem kako, fizične razdalje. Epidemiološko predpisane. Tako. Se ne veš, a je priporočeno. Ali... Trenutno še ne vemo. Nihče ne ve. Skratka, če delamo kaj narobe, NIJZ opozori nas. Mi gremo na epizodo in za začetek, za uvod smo vam tokrat pripravili, ker vas vabimo ponovno v kino. Eno kratko vprašanje za moja sovoditelja, za moja prijatelja je namreč to, kaj vam pomeni, da bomo lahko šli, a je kdo od vaju že bil v kino zdaj po karanteni, ne še? Ne, nisem še odtegnil. Ok. Igor ve, ker sem predvsem njega, ker pač vemo, kdo je tle, kdo profesionalno hodi v kino, pa kdo amatersko. Skratka, kaj vam pomeni, da lahko spet greste v kino,
če ste mogoče karkoli pogrešali, zdaj, ko ste gledali filme, serije, itak gledamo doma, ampak filme doma, pa mogoče spomin na prvo kino predstavo, če se spomnite, kaj je bil prvi film, ki ste ga gledala, kdo je bil z vama, kako sta se imela. Igor? Ja, mislim, pri kinu je meni najbolj fajn to neko skupinsko doživetje filma. In ko sem še pač čist vse filme hodil gledati, sem pisal recenzije, recimo za te neke slasherje, je bilo idealno jih hoditi gledati petek zvečer, ko grejo najstniki, ki jih ni sram kričati in karkoli delati poleg filma in glavnem bi bilo zelo... Karkoli, mogoče ne. Mislim, telefonirati, jest, hoditi na okrog, govoriti in tak dalje. Tudi pri otroških filmih je zelo zabavno, ker recimo se spomnim, pri Trolih je ena punca šla plesati malo od spredaj pred platno, se ful barvito, fajn je muska, pa je pač se sprehodila pa plesati, ne vem, 3-letni otroci so težko, uro pa pol pri miru, ne. Recimo tudi doživetja, recimo iz teh večernih projekcij v Koloseju, zelo pogosto vidiš, ko gre nekdo pa odpre vrata, pa pride 15 prijateljev not, ne. To se v vseh kinocentrih dogaja in mislim, da niti ne trudijo se tega prav zares ustaviti, ker pač ne gre. Ampak imel si pa včasih pri teh večernih projekcijah tudi kakšne weird scene, vem, da enkrat je hodil nek človek naokrog, po dvorani se je premikal sem pa tja, pa nekaj svetil, pa tak prav... Nočeš čist. Jaz pa to pogrešam, jaz bi to imel nazaj. Creepy people. No, tako da to je ta glavni aspekt za te komercialne filme je super, drugače pa za filme, ki pa bolj recimo, da so umetniški ali pa da neke globje pustijo v tebi, pa je tisto, ki je izolacija temnega prostora z super zvokom in ogromno sliko, ki te čist posrka not in ti uniči dušo. Lahko, če je prav, Igor, v redu je. Še dobro, da lageš nazaj v kino. Lars von Trier, recimo, ali pa kaj takega. Še malo bo začel svoji mami govoriti, pa razmerje. Zdaj te pa razumem, malo boš, ko si omenil, da je Trier, ja. A to je ta občutek. Tako da take stvari so. Ne? Zdaj, če prvi film se zelo dobro spomnim, šel sem ga gledati s starši, pa z sestričnama, mislim, da in je bil E.T. vesolček. Nice. Spomnim se, sem bil čisto zafrikiran tam takoj na začetku, ko ni ključi džangle, tista scena, ki tečejo skozi gozd do vesolske ladje, ljudje, ki ga hoče vstaviti in imajo na zapas ključe in tisti ključi tako tisti kader mi je ful ostal v spominu. No, pa pač vse ostalo filmu je tudi bilo super. Sveto leto 82. Pri nas je mogoče bilo 83. Mogoče je kakšno leto kasneje. Ja, ne vem, Takrat sem se jaz rodil. In nisi šel v kino gledati ti vesolčka? Iz nekega razloga ne. Mito, ti? Jaz ne vem, če se pravilno spomnim prvega filma, ki sem ga gledal v kinu. Mislim pa, da je bil Batman Burtonov. Ne. Danny Elfman na muska. Ne, jaz mislim, da si on Batman the film iz 66. Šel gledati, malo starejši izgledaš. Hvala, I guess. Mislim, da to. Se pa bolj spomnim Terminator 2 v kinu Dornava. To je takrat, če je bil kino Dornava. Spomnim se ga pa zato, ker je moj bratranc ven letok. Je ona scena, ki se ne im roko. Mislim, Arni Švarce si roko razgali, ne, svoj exoskelet oziroma endoskelet. In tam je moj 2 leti mlajši bratranec ven odletel. Drugače pa mi je kino niti ne toliko komunalna izkušnja meni, kot pa rečemo senzorična. Torej, veliko platno projicirano neki preko tvoje glave, ne v direktno žarčenje v oči, pa zvok, ne.
To bolj. Če to neke skupnosti, pa tako naprej, jaz imam kar dost minusov tukaj, ne vem, ali rukanje v hrbet, pa se pogovarjati z zelo posebnimi primerki naših homo sapiens rase, ki ne razumejo. To je ful odvisno, ne? Zdaj, kakršenkoli art house film id gledati v multiplex, boš vedno kaj takega doživel. Spomnim se, House of Flying Daggers, ki je krasen film, pa je tudi tak zelo spektakl, pa fajn, tudi sem ga v Koloseju gledal, ampak za mene je bil en tip, ki očitno mu ni bil všeč nadrealizem te scene in je bil cel podajno. Pa se ne morajo tako po zraku, no. Ne, jaz sem imel izkušnjo. Jaz sem imel izkušnjo, mislim, da je bil film Planet Opic in pač ena skupina tipov, ki so bili malo pod gasom za nama s Tino, je bili se prav po Opiču oglašali, no, pa tudi obnašali. Mislim, da potem Tini prvi film se utrgal nekaj, pa štiho, jaz pravim uživati le noter. Prosto so še pa bolj kretinsko obnašali. Tako da zato včasih pogrešamo onega tipa ali pa tipico, ki z lučko hodi sveti, če je fucking folk na miru pa uživa v filmu, ne pa da zdaj še moram v dnevni sobi biti z nekom miksom. Tako da to. No, fino, jaz moram tudi reči, da se vama pridružujem, po eni strani obema. Meni je pač všeč, še posebej se mi zdi, da se zadnja leta spet mal vrača ta skupna, mi to rekel, komunalna, zelo lepo. Komunalna izkušnja. Tujka dneva. Komunalna izkušnja filma, ki se mi zdi, da ko smo gledali Endgame, da si prav tako, folk je prav, pač, ko Captain America dvigne, pač se snodret sekiro, kladivo od Thora, so bili vsi, to! Mislim, tako, kar res doživiš z nekimi popolnoma neznanci skupaj film, pa nečesa, da se veseliš. In se mi zdi, da se to zadnja leta še poveča, ker se res včasih ne spomnim, da bi bilo to tokno. To, pa obred mi je všeč. A veš, jaz si tudi zdaj sicer doma, zmer, ko sprem si dam film gor, si vse prinesem k posli, imam pijačo, če imam kaj zagrickati, imam, ne vem, telefon, če moram imeti kaj SMS-a, pa kaj pisati, vse moram imeti na dosegu rok, preden začnem gledati, ker Bog ne daj. In včasih imam tako, če še večerjam zraven, pa pol imam, ne vem, kakšno sadje, pa to si vse prinesem na kup. Tako da imam pol vse, da samo odlagam v posla, da ja ne grem, čeprav lahko doma ostavim, ne? Da ja ne grem stran. In pol me je vsakič, ko moram na WC, mi je tako, pa ne. Ampak v kinu mi je pa to, jaz pač v teh multiplexih grem si po kokice, grem si po neki, zdaj v kinu bežigati pivo in tako pač. In se mi to zdi. To je pa prvi film, mislim, da sem to že enkrat povedal, je pa zame bil Ninja želve, se pravi leta 90, mislim, da sem bil 7 let star in da me je starejši brat pelal gledati Ninja želve in to sem si zapomnil za zmeri, to izkušnjo. Torej takrat je bila tudi TV, pač kot mulci smo sicer gledali risanke pa tako, pa še kakšen film, ampak tudi ne tako pogosto, pač TV je bil eden v družini in pač največkrat je imel pilota in si gledal to, kar je on mogel, zdaj si pa šel v kino gledati neki, kar je zdaj prišlo ven in si tako se vsedel in tema je bila in si gledal Ninja želve in pol. Pol sem imel kar od nekaj cajt obseden z Ninja želvami. In sem imel vse te pač igrače. Pa vse imena sem vedel, pa zdaj sem že malo tako. Kako si pozabil? Mislim, imena vem, ampak vedel sem tudi, kaj ima kdo, katero oborožitev in vse to. In kakve vrste pico ima kjer rad, ja. Ja, tudi to je. Jaz sem glih zadnjič obnovil, torej Leonardo, Donatello, Michelangelo in Raffaello, s tem, da eno teh ni renesančni umetnik, ne? To je Tina zadnjič izpostavila, ker je slišala v enem stand-upu, da to niso vsi renesančni umetniki, potem je popravil, ne? Da master Splinter, ne? Je pač njemu ljube umetnike, ne? Naštel. Pol pa še imaš Shredderja in Master Kranga, ne? Ali že ono, tista glava v trebuhu, možgan. To je. Krang, ja. Jaz mislim, da se spomnim, da ima Donatello palico, nisem pa zihar. Mislim, da imaš prav. Bomo preverili, pa dali v zapiske, če je slučajno. Samo tak še, na Netflixu je nek special, sem dal v zapiske, kaj ena Avstralka govori, naredi neko analizo. Malo ni neka Avstralka, to je Hannah Gadsby. Ja, veš pol. Na net, to je en najboljših stand-upov. Ja, nisem še pogledal, Tina je pogledala, rekla, da je za popizdi dobro, kaj in je full dober joke noter, kao torej te renesančne umetniki, ampak ona, zakaj ni Tiziana noter, ker pač v Ameriki je to
tit in to ne gre skozi. Briljantno je. Hannah Gadsby na net, zdaj ima glih, kar je prišel novi, njen ta drugi Douglas, mislim, da je naslov, jaz sem ga začel gledati, ampak pol še imam pripravljenega, zaenkrat, ko bom več časa. Drugače, glede tega, kar si ti prej rekel, ko Captain America vzame Mjolnir, sem imel še par takih izkušenj. Prvi, ko sem gledal Last Jedi, tudi na premieri, se spomnim tišine, ki je nastala, ko ona razturi hyperspace jump v ladjo in samo tisti kader, ki je zelo dobro narejen in samo tak naenkrat totalno. Tisto je bilo briljantno, ne? Tak, wow, you can do that, ne? Še najboljše tak mi je pa bilo, ko sem bil na predpremieri Expendables na Ljubljanskem gradu, kjer pač je bilo že tako, ko so napisi, pa napiše Sylvester Stallone, pač vsi tako, jej, pa aplauz, Arnold Schwarzenegger, jej, in pa tako, it's okay, mislim, glej, jokes, red poletja, greš gor na grad na pier, pa na glup film z Stallonom, pa Schwarzijem, pa Stedhamom, pa it was fun. Super, skratka, mi smo zelo veseli, da je kino nazaj in petek gledati, petek je v kino gledati, podprite kina, zdaj vem, da nimajo še mogoče nekih blazno novih filmov, ampak pač tudi to se bo počasno vrnili, se pa tako, kot sem rekel danes, ko to snemamo, se pravi četrtek, zdaj že vi, ker je to torek, ko tole poslušate, je film že v kinih, jaz upam, da tudi marsikje druge, če ne, je v Ljubljanskem Koloseju, zaenkrat The Hunt, oziroma Mariboxu. Seveda tudi jaz pozabim, da je tam še Kolosej, oziroma Maribox. Sem pa gledal, Cineplex še ni odprl, tako da... Ja, Kino Bežigrad tudi napoveduje v kratkem, zaenkrat imajo pa avtokino in se prav veselim poletja v školki. No, super. Pejte gledati karkoli od tega, mi se bomo pa zdaj lotili filma Low, oziroma The Hunt, kot sem napovedal, Craig Zobel je režiser, do zdaj je delo Z for Zachariah. A si ti to gledal, Igor? Jaz sem to ene parkrat videl na TV-ju, pogledal po 10-15 minut, nikoli me ni tako pripeljalo. Ne, meni tudi ni tako ful. Drugače je režiral posamezne epizode Leftoversov, pa American Gods in Westworlda. Scenarij sta napisali Nick Cusey in Damon Lindelof, ki ga od nekod poznamo. Je eden od kreativnih vodij ustvarjalcev serije Lost, pa so scenarist filmov Cowboys and Aliens, to se mi je zelo dopadlo, to je res neumen film. Prometheus, Star Trek Into Darkness in tako dalje, pa seveda eden od ustvarjalcev serije The Leftovers, ki smo jo prej omenili, in pa Watchmenov, nad katerimi smo bili blazno nadušeni, čekirajte par epizod nazaj. Zdaj pa skratka, Igor je pripravil povzetek tega filma, da boste vedeli, o čem gre tale film, preden se ga lotimo. Še enkrat spoiler warning. Ta film deluje ful boljš, če nič ne veste. Niti trailera ne pogledate. Ja. Mogoče vseeno kliknite pauzo, pogledajte film, pa nadaljujte, če ga še niste videli. Skratka, Low je film, ki se zelo močno in pogosto tudi uspešno trudi gledalcu spodnesti tla pod nogami. Nepovezane začetne scene podajo par ključnih informacij, nato pa smo vrženi sred akcije med skupino ljudi, ki se z vezanimi usti prebudi sred gozdne jase. Ko jih mine prvi napad panike, je že čas do drugega, se ugotovijo, da so tarče lova na ljudi. In po prvih nekaj minutah tega lova postreže z kupom zabavnih preobratov, ki temeljijo na zlorabi pravil filmskega jezika in kulta slavnih glede tega, kdo je pravi protagonist. Recimo prvi kader je tam pokaže tole Roberts, Emo, in misliš, ona bo, ampak drugi strel, bum, in gre njena glava. In potem gre na tistega postavnega tipa, ki proba pomagati, ki ga razstreli, in potem na Ajka Barnholca in tak dalje. Kmalu se pa pričnejo risati vzorci, ki pripeljajo do končnega obračuna. Pri tem je politični komentar zgolj vaja v slogu, ponavljanje enih in istih obrazcev do ravni karikature in do končne ugotovitve, da ljudje nismo dobri ali slabi zaradi vzgoje ali družbenega razreda, ampak zaradi svoje nravi. Lepo si to upeljal, še tole besedica. No, tak skratka, igrajo zdaj tako Betty Gilpin
igra Al Gilpin, po mojem Gilpin. Gilpin. Igra, no, se ime itak ni pomembno, ker ga slišimo šele na koncu. Zdaj njo poznate kot Debbie Egan iz Glow, tega nisem jaz napisal, to je Igor napisal, ker pozna Glow, jaz sem bil tako, ok, igrala je v Glow, who the fuck cares? Zato, To je zelo cool serija. ker je igrala Carrie Roman v meni, pač Nurse Jackie, ki jo omenjam zdaj, mislim, da že tako 10. Po moje, če gledate, če poslušate naš podcast redno, je to tako eno Aljošev univerzum znotraj podcasta. In enkrat se bojo vse te stvari povezale in bomo imeli epizodo Nurse Jackie, jaz vam obljubim. Ja. in lepo bomo prosili tele natakarce, da se oblečejo v nurses. Okay, Igor. Prva minus točka, odkar snemam skupaj, jaz sem to kar napisal, minus točka za Igorja, ta je bila nefeministična. Drugače pa je igrala tudi Fiona Hellbron v Elementary, igrala sem 4 epizode, ampak je meni zanimivo, zato ker igra skoraj da isto vlogo kot tle, nekoga, ki je napol nek avtist, pač tle v filmu nikoli ni to rečeno, tako je zelo pač rezerviran, ampak tam v Elementaryju je pa neka vase zaprta avtistka in je super in jaz sem bil zelo žalosten, ker so je kar skenslali. Drugače pa bo zdaj igrala v The Tomorrow War, ki pride drug let ven, s Chrisom Prattom, nek znanstveno-fantastičen film. Ima še ful drugih igralcev, tako zanimivih in je videti tako. Pa Hilary Swank igra pač to njeno nasprotnico, Athena Stone, poznamo je z $1 Million Baby, debitirala je sicer v Buffy the Vampire Slayer, Karate Kid je igrala 4. Ja, ona je bila The Next Karate Kid. Ja, točno, ona je bila, ona je zato sem že malo pozabil. Yes. Boys Don't Cry pa The Core, pa P.S. I Love You, pa Ethan Suplee igra kot Shut the Fuck Up Gary, ki ga poznamo iz American History X, pa My Name is Earl in Ike Barinholtz, Suicide Squad, The Mindy Project in The Oath je pa njegov režijski prvenec. Ja. Dobro. No, to so zdaj vsi igralci, ki smo jih našli, ki so kok-tok. Mislim, se še jih je neki tako. Predvsem se bomo zdaj mogoče najprej bomo malo preskočili to, zakaj ta film gledamo šele zdaj, ker bi ga morali že lani septembra. Tako je. Tudi, če ste videli, delili smo takrat tudi mi pač članek o tem, da ga predstavljajo, ampak bomo o tem kasneje, ker se bomo lotili političnih konotacij, pa gremo zdaj najprej na to, kakšen se vam zdi kot žanr, kaj je to za en žanr, kakšen se vam zdi kot izdelek in tako, in mogoče mi to prvi, ki je imel že prej med mojim kosilom fulenih kritičnih. Ja, to je, v osnovi je to revenge porn med razredni revenge porn, rečemo temu tako. No, okay. To celo ni slaba kvalifikacija. Ja, klasifikacija. Ampak bom tako dodal zraven neko pač mnenjsko oceno, da je pač slab prevod tega konceptualnega izhodišča. No, jaz poznamo malo, marsikjer film je to boljše prevedel, to na platno, no. Medtem ko tukaj se mi pa zdi takšen film imam, kot da je nekdo prebral Trumpove tvite, pa vem, da bomo politiko skratka, film imam, kot da je nekdo Trumpove tvite prebral, pa je rekel, iz tega bomo naredili film, ampak je potem ta isti film isto nerazumljiv kot Trumpovi tviti. In za moje pojme ima sicer dobre nastavke, da se ta boj pokaže, ampak na zelo ameriški način, na zelo linearen, od točke A do točke B, kljub temu, kaj si prej omenil, da pač se na začetku poigra z temi tropi. Vizualno je boring. Boring kamera, boring montaža, akcija generična, barve so mi blj. Edino, kar mi je zabavno pri tem je, da se očitno kvazi dogaja na Hrvaškem. Posneto v Louisiani, ker je cenej. Očitno. Pardon, bratje Hrvati. Mislim, sam izdelek je po moje ciljal na to, da bo kontroverzen že v defaultu. In da bil to del marketinga, del storytellinga, tudi del produkcije, vse je gradilo na to, da bo aktualno politično kontroverzen. In to mu dam v velik minus, ne pa v plus, ker ne bo zdržal neke časovne presoje, vse po mojem mnenju. No? Jaz mislim, da je en drug, Trumpovi tviti so zelo dober povod, ampak mislim, da je Get Out še bolj, da so pa reč rekli, glej, Get Out je pa eno genialno stvar ugotovil in sicer, da tele liberalni elic, da actually niso tak good guys, da ok, Trump je
Trump, ne? Ampak tele ljudje se sam pretvarjajo, da so pač cool. Dajmo jih pokazati, kak v bistvu niso. Ne? Get Out to briljantno izvede, tebe. Ja, samo veš, razlika med, če sam provam spostaviti neko temeljno aksiomatsko razliko med tema dvema filmoma, da je v bistvu tamle v Get Outu ta koncept razrednega boja ali pa razredne razlike preveden, je filtriran skozi neko optiko, zgodbo, like. Medtem ko tukaj je pa direktno, tukaj imaš trigger words, ki bi ga najliberalna elita govorila, pa nametano noter, kot da bi pač probal pobrati iz tweetov nekaj, kar bo zdaj desničare razpizlo, pa kako bi se desničari obnašali, skratka stereotipizacija, malo morje, vse je zelo plitko, vse je zelo na prvo žogo in to je mogoče tisto, kar jaz najbolj zamerim temu, da pač se niso niti potrudili narediti iz tega nek prevod, neko, tudi ilustracijo bi rekel, bi podprl, ne? Ampak niti tega ni bilo, ne? Ne, pa tudi vsi liki, v bistvu vsi, razen tele Crystal / Snowflake, ki igra Betty Gilpin, so plehke karikature in bad people. Noben od njih nima trohice dobrega. Mislim, tudi oni, ki imajo te, ali lahko rečem black, ne, to sem slišal na NPR-u, ki pa ga delajo, kjer pa so zaposleni sami belci, tako da moram reči, da African Americans, ne smem black, slab človek sem, ne, ampak dajmo pa te ljudi pobiti, ker si to zaslužijo, ne. V bistvu, slab človek si, ker pobijaš ljudi, če rečeš black ali pa African American, ker ne veš boljše, nisi slab človek. Definitivno pa, če pobijaš ljudi, si. In tu so te ironije, na rekovajih, ki pač ne grejo skozi. In na koncu se pač res pokaže, da edino ona je potencialno dober človek. Je dober človek, ona dejansko proba rešiti tam, ko eksplodira tisti tip, skoči, da reši tisto z dojenčkom in podobno. Ravna v dobro so ljudi, ampak tudi v to, da bo sama preživela. Kot vojaki ni jasno kako. Ja, ampak v filmu to niti ni optika, ne? Mislim, niti se ni trudo kao pokazano noter kot nek montažni element, naprimer na hitro, pa mogoče doda kaj njene veliko, pa se mi niti ne zdi, da prej je po mojem ta problem, da so, tako si ti rekel, ta plitkost, pa na prvo žogo pa neko posiljevanje z določenimi temami, ki so pač aktualno družbeno-politične, pa akteri, ki so aktualni, pa še ta živalska farma scena, to me je čisto pogrelo, ker s tem ne grejo nikam. Fuknejo noter samo kot nek kvazi intelektualni bobonček, po vrhu pa si misliš, pa to smo mi pa fucking prvi letnik srednje šole vzeli, razumeš, zdaj bi to mi najbolj mind-blowing. Ne, ampak to pa je vseeno genialno, zato ker ker pokaže, da oni ne vejo. Oni to vržejo noter kot pač tele Ilic, Atena in ostali dajo pujsa noter, ki mu je ime Orwell in se jim zdi cute, njej dajo ime Snowflake in potem ona na koncu reče, zakaj sem jaz Snowflake, ti bi morala biti, ne? Snowball. Se nima vize. Jaz bom šel še korak dalje. Jaz mislim, da producenti, pisci niso niti vedeli, za kva so dali to not. Evo, še tako dalje smo šli. No, zdaj, če smo že pri politiki. Mislim, da Damon Lindelof. Seveda, ne podcenjujem ga, ker vem, da je delal dober, ampak tle pa ne vem, kva se je zgodilo. Glej, scenarist naredi tekst, ki ga potem režiser pretvori v sliko in montažer v vizualno, vizualno delo in lahko, da se en kup stvari izgubi vmes. Verjamem, zihar sem mogel. Ampak kaj pa ti misliš? Ne, jaz sem se hotel, ker pač rekli smo sicer, da politiko na vem, samo si mislil, da bomo zdaj malo govorili pač o, ne vem, akciji pa pač kako je, vama ni bilo, ne vem, meni je bil zadnji fight, ni bil toliko slab, razen da je bil predolg. Pač predolg je bil, ampak njun spopad se mi je zdel pač čisto nekaj, kar bi Tarantino naredil s par takimi realističnimi, pač ne spet skozi šipo, ali pa ne vem, pa tudi tako se mi zdi, da ni toliko naivna akcija, no pač je generična, ampak ni pa se mi zdela naivna v tem smislu, da ne vem, Betty zbeži od nje, pač ko začnejo nastreljati za njo in se skrije, pač gre skozi vrata in v vsakem neumnem filmu bi tle junak bežal nekam, ampak ne smeš ti bežati, tako ko ona hoče za njo, je seveda ona čaka za vrati, ne, in jo tako, čeprav spet pač popolnoma neumno, da je zdaj Hilary Swank po 9 mesecih treninga pač sposobna neko vojakinjo, nekoga, ki je pač živel v tem okolju, zdaj že kar mu parira. No? Pa še posebej, če te
trenira in z National Guard, ki pač ni resna vojska. Filmski svetovalec. Ja. Ki je posnel na Mercury's Tears of the Sun. Tears of the Sun. Ne, to mi je zelo dober scena filmu, ker reče, v katerem filmu si bil svetovalec, pa on reče Tears of the Sun, pa pade v smeh, tak, res so dali to ime filmu. Tudi Monika Bellucci je v tistem filmu, kar je mimo grede ni razlog, zakaj bi ga kdo hotel gledati. Ker sem pa hotel reči, pač meni se ene stvari niso zdele toliko stereotipne, meni je bilo recimo všeč, da oni pobijajo kvazi redneka, ampak se ti od teh rednekov nikoli ne slišiš ene te stvari, oni jih opisujejo kot take. Ti v resnici nimaš nobenega feelinga. Dobro, mogoče, pač očitno se spoznajo na orožje, bolj manj si. To smo videli, to je res. Ampak recimo, ne vem, ona v streli, stari v streli unga na bencinski in mu reče, globalno segrevanje je resnično, ne? Ampak ti nikoli nisi njega slišal reči, edino unga slišiš, ker sta na vlaku ravno Itana, slišiš reči, to so crisis actors, ampak v končni fazi sem prav, on med njimi je en skrit in tako se mi zdi, da glede tega ni bilo tok, je pa res, da je mene res zmedlo to z Orwellom, Razumem, da je poanta, tako kot je Igor rekel, izkaže se, da tudi pač Hilary Swank ni prebrala in da je njena vsa bila asociacija, Snowball je svinja in pač ti nisi človek, ampak si svinja. Ampak v resnici, tudi pol, ko ona reče, pol pa te totalno zmene, ker pol Gipinova reče, ne, ti si Snowball. Ne, nobena od njih ni Snowball, ker ta parabola sploh ne paše sem noter nikamor. S tem, da tudi vmes... s tem, da tudi vmes ona, ko pride na bencinsko, njo vpraša, una starka, preden ona začne streljati, jo vpraša, ali bo še sladkorčki po tej revoluciji. To je direktni citat iz Orwella. To vpraša Unkon, ki pač nazaj gre k ljudem, zato ker mu pašajo pač sladkorčki, pa ker lepo ga ne oblečejo. Ne vem, dajmo neki okrog, se mi zdi. Okitijo ga, hvala. In mu je to všeč in se zato proda pač nazaj človeku. Pač to, ampak kam to paše znotraj tega filma, niti ne vem. Meni je bilo pač vse to, kot je Igor rekel, se pač skaže pač to. In jaz ne razumem, zakaj bi bil recimo Trump proti temu filmu. Če smo že proti temu. Film se je predstavil ne samo zato, ker je Trump tweetal, ampak valjda, ker je bil pač, ker je nasilen in ker je ravno takrat bil streljanje v San Diego, če se ne motim. El Paso, mislim. Skratko, eno od teh streljanj, ki jih je sicer v Ameriki ampak ena ta večja je bilo in pač so film rekli, da ga bojo premaknili, pa še Trump je pol začel s temi deplorables. Mislim, da so tudi bile grožnje kino tam. Bil je trailer, Trump ni dejansko videl filma, šokantno, vem. Kritiziral je umetniško delo, ki ga ni videl. Ampak na osnovi trailerja je pač ta osnovni koncept, da liberalne elite lovijo deplorables, kar je dejansko v filmu. Tako da meni je bil v resnici všeč točno ta moment, ko si prej ti omenil te s temnopoltimi. On vas se prepirata za malenkosti, kako se čemu reče, tam pa pobijata ljudi. In točno to elita dela, medtem ko se dela neko dušebrižno in ne vem kaj, moralistično in ne vem, bog ne daj, da rečeš črnca, da rečeš ne vem kaj, ti reči temnopolt Afroameričan, a pa po drugi strani pa pač te briga, kaj pa ti delaš v resnici. Ker pač elita je tisti sistem, ki je rasizem drži v Ameriki, kar zdaj vidimo noter. Tako da to se mi je zdelo pač mal glede tega, kar in to in pač ta zamenjava, ker se na koncu izkaže. In se mi zdi, da tudi to bi lahko bil en fokus filma, ki ga še nismo omenili, je pa ta problem družbenih omrežij, kjer pač vsak zdaj nekaj napiše, on reče, kaj že Ethan celo reče, on je to forwardiral friendom, čeprav ne verjame v to, ta Manorgate, kakorkoli foro, na koncu pa se kao izkaže, da pač Gilpinova sploh ni ta ista ženska, ker so one pač hotle in čeprav zdaj jaz sem prav na enih kritikah, da mogoče pa je, da se zlaže, ne vem, samo ona, ko omeni njeno pač biografijo, ni nikjer, da je vojski bila, tako da to ne more biti ta ženska. Tako da in se mi zdi tudi z tega vidika, da po eni strani kako hitro na družabnih omrežjih ljudje verjamejo, po drugi strani pa oni isto padajo, Nekdo je nekaj rekel, ti vidiš sam ime, kar pohopsaš to žensko sred, kaj je rekla, nekaj je na verandi je sedela, ali kaj, jo pohopsaš in jo hočeš fentati zaradi tega, kar je nekdo napisal na Facebooku, pa ni nujno ti ona. In tudi z tega, čeprav premalo so pa to razvili, to poanto se mi zdi. To poanto so premalo razvili, je pa tudi tale self-fulfilling prophecy. Oni so se šalili, da
imajo lov na ljudi. Ljudje so rekli, oni res imajo lov na ljudi, so izgubili službe zaradi tega, pri čemer jim še vedno gre very fucking dobro, da so si to prvošli in so se odločili, da bojo pač to res izvedli. Mislim, ja, ta preskok je totalno precej neverjeten. Mislim, tudi slaba motivacija mi je za Hilary Swank, ona kar naenkrat razpiže na službo, so izgubila, ker so se šala, zdaj pa kar pobila 12 folka. I see it, ja. Pa še verjetno je začetek, ne, za začetek imajo 12, ker pač da se mal na easy. No, mogoče kasneje, lahko imamo več. Bomo imeli odprta delovna mesta, intervjuje. Tako da z tega vidika se mi je zdelo, kar sem še hotel reči. Ja, no skratka, zdaj smo že tako povedali, zakaj filma nismo videli. No, tam pri akciji se mi je zdelo še skrajno neumno, zakaj oni čakajo v bunkeru. Ker tak v bistvu oni jih spustijo tam, da tista škatla je čisto poleg bunkerja, oni se razbežijo naokrog, preko graje grejo na vlak, celo to sceno imajo splanirano, oni da je z ameriške ambasade, oni bojo pa čakali v bunkeru, da kdo nazaj pride. Mislim, ja, oni bi jih kao moral nazaj pripeljati, samo vseeno, da bi jih nazaj pripeljal, gled, zdaj pa gremo tukaj pred ta bunker, kjer ste začeli bežati. Ne, ni najbolj... S tem, da še ena stvar, da ne pozavim, ne vem, če je sporočilo filma, da smo vsi isti pod kožo. Ne vem, mislim, da vseeno pokaže, da so deplorables boljši. Zakaj? Razlika je v tem, kako se prvi prizor, ko jih vidimo, kako se obnaša elita do stevardese na avionu in kako se Betty, pač kako se Gilpinova obnaša do stevardese, ki jo posede zraven Seveni. Betty ni deplorable, ne? No, vsi ostali pa je, da si pomagajo, vsi bojo zgrabili orožje in bojo sodelovali, ampak on jim bo šel takoj streljati refugees, ker je prepričan, da so refugees crisis actors. Oni na gas stationu so ful nesramni in do operaterja in do njih dveh. Ona tam gre kar jest krofe, ki so zastrupljeni, brez da bi karkoli vprašala. Mislim, glej, to je res, ampak jaz mislim, da to Američani so, stereotipni Američani. To je res, ampak jaz mislim, da to kaže ravno to, da pač ta deplorable zajame preveč, da ne veš, kdo to so. Mimo grede, seveda, to je deplorable, se seveda izraz, ki ga uporablja Hillary Clinton, ki je opisala volilce Trumpa. In nekateri pa zdaj špekulirajo, da je to bil eden od začetkov njenega padca. Ker pa je prosto tudi tisti ljudje, ki so spodobni, jaz verjamem, da so tudi med Trumpovi volilci bili spodobni, ne vem kaj ljudje, so jih seveda to blazno zamerili, da je ona pač jih opisovala kot rasiste, kot neumne, kot drhal. In tle je pač, jaz mislim, da je tudi tako, pač elite točno tako gledajo na navadnega človeka, njih briga. Betty Gilpin je veteranka, borila se je za to Kurčevo Ameriko, pa za te elite. Zdaj pa pride nazaj, pa je pač samo še ena smet od belega smetja, ki je tam zunaj. In mislim, da je pač, razred itak, inteligenca nima nad s tem, manira nima nad s tem, pač razred, si pač reveš, si lahko še ti tok dober človek, pa če si reveš, boš še vedno deplorable. Ja, ampak to, kar meni film povzdigne, jaz sem za vikend ga ocenil in sem mu dal 4, kar ga povzdigne sta 2 sceni in igra Betty Gilpin. Eno je tam v bunkerju, kjer se pogovarja z tistim svetovalcem in tisto, kar reče, da dela na rentakaru in ona ne pove svojega dialoga, ne razloži, ampak samo s tistimi izrazi, pa s tistimi zvoki, ki jih spusti, ti tak pove, kaj vse sovraži na svojem lifeu in kak nikamor ne vodi. In zakaj pa ne bi pol tega, kar zna, zdaj tu izvedla in pač pobila vseh teh ljudi. Ja. Se mi zdi, da ona tam točno pove, da ta prizor je super, ker ona točno pove, kako so se tudi volilci Trumpa počutili. Da v resnici, imaš zafukano življenje, ne vem kaj, zakaj pa ne bi ti zdaj te elito klinče v New Yorksko belo tam zgor, proti njim to vrno pa izvolo enega, ki trdi, da bo pač drain the swamp. Pač dobro vemo, da ni tega naredil, da tega niti ni mislil narediti. In sam pač je prinašal neko upanje za ene te ljudi, ki so jih te elite izdale v resnici. Ja, vsekakor. No, to je tam drug prizor. Drug prizor, ta je bolj... Ne, tam z Ethanom Supplejem, ko sta pa v
pa pol še v temu z tipom z ambasade. Aha. Ona ful vredo odigra v vseh tistih scenah, ko vidiš, kak je njej ful bolj jasno kot ostalim, ki so pač malo glupi, ne? In sploh ne reče nič razen. Zelo. Ne rabi povedati tega, ne rabiš videti, kako ona gleda, ampak več se ti tako izven središča kadra, ampak jo več, če jo gledaš, prav vidiš, kako ti pa nekaj ni. In potem tam, ko se vozi s tistim Mercedesom, samo vidiš, kako se tam prime, se obrne in točno veš, kaj bo naredila in veš, da je prav. To vse podpišem, mi je pa to rahel minus pri začetku filma, veš, ko si prej omenil, da je malo se poigral z tropi, ker njo vidimo najprej. In vidiš njo, kako iglo da na listek papira v mlakužici, da pokaže na sever. Tako je, veš, da ona je pa ful močna in meni se zdi, da v bistvu preko celega filma se ona nekako, mislim, je ful overpowered. Na začetku filma meni to malo trpi, ker mi vsi ti joki, meta joki ali pa tropi, kao malo zgubijo zaradi tega, ker sem nekako vedel, da imaš tam enega, ki bo rešil. Mogoče res prehitro pokaže ta prizor, kako veš, da meni se zdelo, takoj te pokaže aduta v rokavu, kao ona pa tega bom skrila to bom rekel, to sem opazil, Tina je bila še prej očitno, ona bo, jaz sem bil malo bolj še sumničav, ampak tako da to, vse, kar se je naštel drugače podpišem, nekako je dobro odšpilala v teh scenah. Mi pa to ne odkupi, jaz mu ne bi dal 4. Ja. Ne, meni je prav tista scena, ko sem jo gledal, sem film dvakrat pogledal, tako res en boljših performanceov naredi tista scena, zgradi lik in film. Mislim, še vedno ne popravi napak filma, ampak glej, tudi Batman proti Supermanu ima dobre akcijske scene, ampak vseeno tam ljudje kričijo Marta. Drugač pa še ena pač to, kar jaz mislim, da vredo pokaže, kako se elite obnašajo in kaj je da je ta film obsodba elit in ne toliko pač pustimo, da stereotipizira, čeprav, tako kot sem si rekel, mogoče vseeno tiste na začetku, ki pobiš, ne veš, kakšni ljudje so, pač mogoče ne znajo uporabljati orožje, kar bi že mogoče povedal nekaj o njih, kakšni ljudje so, ampak je zgodba o Jack Rabbitu in želvi, kjer ona pač, ki je sicer na začetku ne štekaš, kaj hoče povedati, ampak skratka, se poznamo, to je ta znana pač tekmi med zajcem in želvo, skratka, želva seveda zmaga v tem, zato ker je zajec poln samega sebe, pa gre vmes spat in zafrkne, ampak pač ta zgodba ima twist, da seveda zajec večer pride notar in pokolje vso familijo, pa še poje večerjo ali kaj do konca in zajec zmaga. In mislim, da to pojasni mogoče motivacijo za Hilary Swank. Oni so navajeni zmagovati, oni so navajeni, da jih ta rulja presneta, pač ne more se dotakniti. Ko zgubijo jobe zaradi nekih kretenov na internetu, pač se oni čisto trga in pač pokolje vse. In glej, saj dela zajtrk, domnevam tam, ne večerje ali kaj. Pač to so mi super nastavki, ampak mislim, da bi mogli iti dosti bolj globje noter. Mislim, da izhodišče tukaj je bil Get Out, ki je briljanten film. In to... Ja, veš, ni režiral Jordan Peele. Mogoče je tej problem, ampak mogoče pa jaz vidim, da je rahlo problem tukaj, da, a veš, kot prvo si se obesil na rahlo trhla tla, a veš, temelje, ki so ti tviti pa aktualna politična vrenja, pa če bi mogoče kjer lik malo več časa si zanuzil, ali od elite, ali pa od deplorable, da bi bolj ilustriral, bolj plastično prikazal neko zadevo, ali pa ta razkorak, pa tudi na vizualijah to prikazal še, zato ker... Evo, jaz bom samo tukaj vrgal tole noter, da pač Snowpiercer pa Parazit, naprimer na ravni likovnega pogovarjanja med zgore pa od spodaj, pa levo pa desno, ti da vedeti, kdo kam paše. Tukaj pa malo zmedeno in naprimer, če bi tukaj šli za tem pristopom noter, bi bilo boljše, se mi zdi. Se strinjam. Mogoče bi ta film nucel kakšen milijonček več, ker budžet ni bil, budžet je 16 milijonov, nekaj tazga. Pa mogoče rečemo pol urce ali pa 15 minut več, minutaže na kjerem liku, da bi malo še bolj... Ja, verjetno bi bilo treba malo bolj like, ker akcija, res akcija zdaj, razen zadnjega pretepa, ki je čisto okej, pač ni zdaj nekaj posebnega, tudi ti
elementi groža so pač ok, on ima začne s tistim očesom, pa res ne pride nič več blizu tega. Pa polona kanot pade dvakrat v tiste jamo, ne, pač smešno. Dobro, se to je joke, ne, pač ok, ne, se to šteka. Give me the gun, snowflake. Naprimer, tako se sprašujem, če bi jaz zdaj rezal, pa pustil nekaj na tleh montažne sobe, ne vem, bi bila ona scena z tistim Arabcem, ki je pač elita, ne, ali pa onim kvazi ambasadorom, ki je elita. Ne vem, eno od teh scen bi vagal, kaj bi ven vrgel, zato da bi mogoče minutažo prepustil kje druge. Moram pa reči, da mi je pa bilo zanimivo. On prije tam s totalno starim Mercedesom. Njima bi moralo klikniti, da... Ja ne, samo to je ameriški pogled na Balkan, razumeš? Ja, to je to. Hrvatski nimaš boljših avtov. Ja, nema toga kot nas. Vem, ampak tisti Mercedes je letnik 80, ne? So pa našli nekaj Hrvate, vse tam je bilo eno pičko materno. Ne, oni vojaki dejansko govorijo prav. Ajde, odjevamo. Medtem, ko napisi na škatlah so pa džiberiš. Ja, kaj je bilo že neki početek od Dovdija, nekaj tega. Ne, še nekaj bolj bizarnega. Pa so pa tam že Google uporabljali, translator izgleda. No, skratka, mogoče, to bi bilo po moje to v tem filmu. Še ena stvar je zabavna iz slovarja. Sem šel Deplorable gledati slovar. Piše pač, da je to nekaj completely unacceptable in shockingly bad in quality. In nekaj, kar pač z slovenskimi desničarji tale Deplorables dejansko je ena povezava. Primer v slovarju je her spelling was deplorable. Torej, ni znala v redu pisati slovnice, črkovati, vejec postavljati, recimo. So določeni ljudje, ki bi se lahko zamislili. Se tudi ona, ki bere na netu, kar domneva, da je Gilpinova napisala, reče, da je Darien narobe napisala. Ja, pa se tudi tako, pač še narobe se pač poudari, kako je narobe. Ja, s tem, da tam pa kaj... pač, ker dela ta sandvič, ima nek sir na djebaški. Isto mi je bilo taki Kill Bill fora, čisto. Samo ful slabše. No, bom pa tako rekel, v zagovor kvazi, rečemo temu, nevidni desničarski publiki, ki jo imamo, da pač ni ekskluzivno desnici slaba slovnica. Ne, to absolutno ne. Ne, pač dobro, ki so moji cukrčki, ne bomo mogoče šli tako, pustimo to tle. Zdaj pa mogoče kakšno minutko lahko posvetimo tudi temu filmom, ki so podobni, nekaj smo jih že omenili, skratka, Lov na človeka ni nova stvar, ne, jaz sem našel pač ta najbolj znani, ki ne bi spostavil ta žanr, je The Most Dangerous Game, kjer je nek safari, če prav razumem, je to kdo gledal, jaz mislim, sem bral samo njem iz leta 32. Tako da to ni. Jaz se spomnim, da je bilo kup serij, ki je bilo pač te, ko imaš te serialne, da je bilo v vsaki seriji ta fora. Ja, The Hitchhiker, Alfred Hitchcock Presents. Pa tudi v takih pač, ne vem, jaz mislim, da spomnim to iz Walkerja, Texas Rangerja. Pač moja mama je rada gledala to in vem, da je bilo v enem delu tudi tako, ker je bil eden njegov prijatelj, je bil nek pač na pol bam in ga ugrabijo in pač ga tudi lovijo. Pa mislim, da ga je seveda on in itak, da mu ne morajo nič. Jaz se najbolj spomnim The Running Mana, itak, ja. 87 Švarcijem. Kaj je že, to je prihodnost? Ne, to je prihodnost, mislim, sci-fi je, kjer pač eni ljudje, on je, mislim, da nek kao politični zapornik, ja, on je v bistvu vojak, ki ni hotel streljati na protestnike in ga zaprejo in ga pol dajo v tale game show. No, Trump, prosim, brez ovratnic, vse to. Brez tle pač mogoče kakšno drugo antiutopijo vzemere. Zadeva pa temelji na kratki zgodbi Stephena Kinga, ki je še boljša. In tam pa, ker tukaj prav so oni vrženi v nek poligon, kjer se vse skupaj dogaja, tam pa je človek ima možnost se sam prijaviti, v zameno za to dobi ogromno denarja, ki ga lahko pač njegova družina ima. In on dobi potem nekaj head starta, pa potem ga cela država lovi. Torej vsakdo, ki bo prijavil, da ga je videl in ima dokaz o tem, dobi nek cash.
in je to tak. Se pravi, kar tako, kot je nek Purge. Varianta, Vsi lahko sodelujejo. Ja, ja. To je predvsej boljše se sliši. Ja, in potem se zaključi tudi s tem, da on nekako uspe ugrabiti letalo, neko talko dobi in neke te fore in potem ugrabi letalo in tisto letalo v stolpnico, kjer je TV mreža / vlada notlocirana in zruši stolpnico. Glej. Stephen King je bil... Že takrat je bila vlada s TV mrežo. No, mislim, knjigo ful priporočam totalno. Film je klasika, je lušen, ima Star Trek reference, tudi neke zamitote. Torej. Meni je soundtrack dober. Se spomnite muske? Ja, približno. Ja, da je super, da veš. Tako mi nekdo reče, Running Man se najprej tega spomni. In knjiga pa ima tudi zelo dobro politično sporočilo. Jaz sem ga dostkrat gledal bolj v oziru kot nek prekurzor reality show, ki so v začetku 2000-ih porasli. To pa 87. Ja, pa dosti je črpal tudi iz wrestlinga. So itak sami igralci, kaj že on je kontura. Jesse the Body Ventura. Ja, on je njegov... Ja, on je glavni antagonist, ne? Mislim, kao bad guy, ne? Antagonist je on game master, ali kaj že, ne? No, skratka, naslednji je pol še en z akcijskim junakom iz Belgije, Jean-Claude Van Damme, igra v Hard Target. Tam pa je on je nek klošar, ne, tudi nek veteran, če se prav spomnim, ki ga ugrabijo in ga pač lovijo. Kako to smo vsi gledali? Kaj ste pa gledali, ko ste bili mulci, če ne tega? Bloodsport. Okay. Potem je Batoru Rovajaru. Zato zgrla spustil. Battle Royale, kjer sicer ne lovili elita, ampak je 2 razreda. En razred. Vsi so sošolci. Tako so šolci. V bistvu, kot razloži v prologu, ker so se otroci slabo obnašali v novem tisočletju, so se odrasli odločili, da jih je treba naučiti lesen in vsako leto ugrabijo en razred na končnem izletu in ga dajo na otok, da se pobijajo med sabo. Tako je še Kitana. Ja, zadnji preživeli pa je zmagovalec. In to nekako deluje vzgojno. Japonci so... Normalno da deluje, tebi ne bilo, da bi si rekel... Japonci moraš razumeti temo, vse se potreba kolektivo, ni to ameriški. No, podobno je seveda pol da Hunger Games, ni pač neka podobna, da niso razredi. Ja, Hunger Games je pa totalitarni režim, kjer iz vsake regije ali distrikta, kot jim rečejo, izberejo enega človeka, 2, ki se gresta boriti isto vsi proti vsem. V redu, knjige so... To je meni dosti boljše narejeno. Če greš jemati tole razredno logiko, pa kako se v bistvu znašati nad nižjim razredom, je to 100-krat boljše narejeno. Jaz priznam, da nisem gledal. To je da best, res je. Filmi so super. Knjige so tudi ok. Veš kaj, knjige tako bereš. To bi ti znalo biti všeč. Ja, se veš kaj je to, ne? Kaj je že to? Knjige malo boljši izvedejo zaključek kot filmi. Filmi, mislim to, da je zadnji film razdeljen na 2, je tu bil en overkill. Spravi 4 so pol. Pa je zdaj to ta nova, neka pa je predzgodba. Ja, pač ona pisateljica je probala par drugih knjig, ki si niso toliko prijeli. No, še probala zaslužiti. Še dobro, da J.K. Rowling ima krimiče. Ja. Pa Fantastic Beasts. Ampak Fantastic Beasts so Harry Potter. Tako da mora imeti nekaj drugega še. Drugač bi res bilo sam ta Harry Potter exploitation. Magic exploitation, ne. Want exploitation. Ne, to se slabo sliši. No pa The Purge je potem, ki sicer ni lov, ampak so tudi vsi proti vsem, pač ima en dan v letu, ena noč. Ena noč, 12 ur. Pač dovoljeno vse, ali? Ja, 12 ur, kjer je dovoljeno vse. In naj bi bila neka katarza, ki Američanom pomaga, da preostale dni v letu so kul. Dejansko pa služi temu, da se pobije en kup
brezdomcev in temnopoltih, v glavnem. Ampak je pa zelo zanimivo, kako je vzpostavljena cela serija filmov, ker prvi film, kjer igrata Ethan Hawke pa Lena Headey, je postavljen v suburbijo in je v osnovi pač tale home invasion, pač ljudje letijo. Ne? Ampak bistvo je tule razredna fora. Ethan Hawke je tip, ki prodaja security za Purge. Torej, večina ljudi se enostavno noč zapre in preživi noč doma. Ne? In on prodaja pač tele protivlomne stvari in zaradi tega je obogatel in so se uspeli preseliti v tole bolj fancy sosesko. In potem, ko pride pač do tega, da je štala, bo jih sosedi bek spravili, zato ker oni niso med njimi, ne? Niso v tej fancy soseski domači, oni so prišleki. In imaš prav na to žogo, ne? Potem nadaljevanja pa grejo še ful bolj direktno, pač je v drugem filmu recimo imaš različne štorije, ki se dogajajo v mestu in pol imaš tudi že te ene politične variante, tretja je pa čist, je ena političarka, ki hoče to ustaviti in ljudje, ki jo hočejo preprečiti in ful bolj vidiš že to, koliko je to organizirano, da se pobije konkretno brezdomce recimo, ne, pa tak dalje. In Resistance, ki imaš neke klinike, kjer so safe places in tak dalje. Ker prvi film je še vseeno, imaš psihopate, ki se probajo izživeti, ne. Pol pa še tudi ne vem, v drugem ali tretjem imaš turiste, ki pridejo iz Nemčije, ker lahko ti pobijaš celo noč. Ja, why not? Ja, jaz bi si mislil, da Nemce bi to zanimali. Ja, se pri nas imaš tudi športni lov. Tako. Kar pa mi je bilo vedno zanimivo, je pa en komentar. Ne vem, kak je komentar. šport, mislim, da imaš srno pa pušo, pizna, to ni šport. Se strinjam. No. Če imaš Betty Gilpin, šport, ker ti ne vratalo, mislim, ker te bone, ne. No, pri Purge, ne, vsi samo hočejo pobijati, ker noben noče probati neki embezzlement ali pa. Noben noče tweetati ali pa se pogovarjati. Ukrastke, ja, zakaj. Ja, glej, pač Američani grejo na hard. Jaz bi vseeno tukaj v ta mix dal ne Snowpiercerja, ker vem, da ni toliko na lov, pa da se ne lovi, ampak mislim, da pa ta joke, ki ga bogati izvajajo, pa pritisk, pa nasilje, ki ga bogati izvajajo nad nižjim razredom, je pa toliko bolj, se mi zdi, prisotno kot pa, ne, mislim, ali pa vse podoben, no, kot v Huntu. Tako da, Hunt se mi zdi, da se pogovarja na ta dva načela, torej ta hunting, revenge porn, ampak tudi razredna kritika, ne. Ja. Neke mere, ne. Pa pač razklana država, ne. Ja, čeprav eno kritiko sem bral, ne, pa ne vem, kako bo ta vidva o tem mislila, ne, da v bistvu so se pisci probali postaviti v neko centristično vlogo, kjer bojo pač stereotipno gledali na elito levičarsko, ne, pa kao na deplorables, kot kao oboje so probali naslikati z zelo tlankim prozornim slojem lakavo, rečemo temu. Ja, no, vse to je res, sem pač, kaj je pol poanta tega? Ja, zelo plehki film. Mislim, še vseeno imaš na koncu nekoga, ki zmaga ta dvoboj, imaš nekoga, ki prenese, tako da ne more biti čisto brez tega. No. To se mi zdi vedno tako. Mogoče, kao gremo naprej, ne bi se samo vprašal, zdaj daš te filme, ki so še kao podobni, ne, Huntu, noter, ker vsak film ima nek namen, mogoče je htel nekaj povedati, ne. Running Man je htel nekaj povedati, pizda, ne, pa The Purge prvi je nekaj htel povedati, Snowpiercer vsekakor nekaj pove, pa Parazit. Kaj pa The Hunt? Kaj Hunt želi povedati? Je vse to, kar sem pač, da so tweeti bad, ali kako? Ne, ljudje nismo dobri ali slabi zaradi vzgoja ali družbenega razreda, ampak zaradi svoje naravi. Okej, dobro. Dobro, okej. Jaz bi tle reči rekel svojih dejanj, da štejejo dejanja, ne kaj ti rečeš, pa kako govoriš. Ja, pa če si v mailing listi. Ja, pa da pa če si elita, si pač del ustroja, ki tlači, ne glede na to, kako boš ti govoril tem ljudem, kaj so. To se mi zdi zelo dobro, ne? Zato ker recimo dostkrat se zgodi kritike protestnikov, ali pa recimo konkretno Tokota, da tele protestniki, ki so tukaj šli razbijati karkoli policijsko postajo, pa so imeli obute najkiče, ki stanejo 120 evrov, pa hlače za toliko, pa tak dalje. Ja, oni so del sistema, vsi smo del sistema, ne moreš živeti, da nisi del sistema, ampak če si del sistema spodaj ali pa si del sistema zgoraj, je pa velika razlika. Ne? Ja, jaz mislim tako.
Pa pač malo vseeno upam, no, da vseeno pokaže tudi to, da pač da ni treba stereotip, da pač je dobro in slabo, ja, povsod, ne, da pač, da nekdo, ki je z dna, tudi lahko prepozna Beethovna, ko ta igra, lahko mu gre na jetra, bravo, lepo je vrgla tisto Aleksov, pizdo materno, in pa pač, da lahko bere tudi knjige, no, tako da pač ni. Ja, samo to tako zelo nizko. Ne, se pravim, tudi na robe, tudi ona berka, pač nobena od njih ne more biti snowball. To me zanima. Zdaj je Mito rekel, da bo povedal še nekaj o Star Treku. Star Trek. Kako smo rekli, Mito, gremo, in zdaj gremo nekam, kjer je Mito že bil. Ja, Star Trek, where Mito has gone before. V Star Treku imaš pa sicer teh razrednih ful, prav glede lova, imaš pa dve sceni. Ena je iz novega Star Trek Discovery, kjer imaš posebej to raso Kelpians, ki jih nadrasa lovi za hrano, torej se hranijo, ampak to niso karibali, skratka, so kot govedo za njih, ne? Ampak od teh Kelpianov je, mislim, da on first officer, oziroma science officer na Discoveryju, ne? In malo pokaže, ne? Rečemo neke evolucijske fore, vedno, ko se on začuti nevarnost, samo neke tipalke dvignejo na zatilju, ne? Ali pa, ko glavno junakinja pride. Ja, mislim, da v drugi sezoni nekako razložijo, zakaj, čemu je tako, pa kako so se oprli, pa kako so spremenili, tako da samo to, ne, to sem htel povedati. Imaš pa v Voyagerju two-parter, torej, rečemo že temu skoraj TV film, ki je pa full cool, vse meni, je pa premisa takšna, da Voyager, ki je tam v 3 pičke materne delta kvadratu, torej na drugi strani galaksije, so srečali raso, ki se imenuje Herogens, oni so pa volki samotari, rečemo temu, ki živijo zgolj za lov. Oni lovijo druge rase in imajo trofeje gor, pa kot neki predator, rečemo temu. Skratka, se jih Janeway usmili in jim preda hologramsko tehnologijo, da lahko lovijo holograme, ne pa živa bitja. Ona skuša biti nek človekoljub, ne, humanist, kot marsikdo v Star Treku. Se pa izjalovi, ker ti Herogeni, potem pač se nekako vrne, ne, v tem delu, ti Herogeni zlorabljajo tehnologijo, da so ti hologrami čuteči, torej čutijo bolečino, ne? Ker oni bi jih lahko sprogramirali, da pač samo umreš, čau. Ne, oni jih pustijo, da čisto vsi ljudi krvavijo, da trpijo in levo desno. Torej hostel. Recimo, ja. No, skratka, cela štorija potem tukaj, kako se v bistvu tale podrazred, ki nima nobenih pravic in se jim podeli celo čutila, trpijo pod temi Herogeni, se pa oprejo in potem od Janewayce, ki je odgovorna za njih, ker je podelila tehnologijo, zahtevajo azil, zaščito. Dober miks je tu noter njihov doktor na Voyagerju, ki je IMH, on je hologram, ampak je dosti bolj samostojen pa ozaveščen, jim skuša pomagati in so zanimivi konflikti noter, pa imaš ta razredni boj, torej brez imci, ki so tukaj zgolj zaradi trpljenja, nadrasa, ki jih lovi, pa potem neka odgovorna, rečemo centristična pozicija, ki je nekako skuša spraviti vse to skupaj. Tako da je full zanimiv two-parter del, priporočam vsakemu, ki ga Star Trek zanima. Jaz temu ne bi rekel, da je ona centristična, zato ker hočem reči pozicija, da je takšna. Vsi vodje v Star Treku so vedno progresivni in tako rekoč komunisti, tako da ja. Mislim, jaz sem se spomnil, v starem prevodu je Snowball v slovenščini debelinko, ne vem, kako je v novem. Pač nima, on je Napoleon, ker pač je Napoleon, tle nimaš kaj, ampak Snowball pa je pa debelinko. Tako da, ja. Ne vem, pač to sem se zdaj spomnil, pač se v redu, da bilo je malo izven serijsko. Ne vem, Najo gleda, pa smo preveč pehali, kaj pa si je rekel, zikare, smo v rubriki, kaj gledamo, beremo in poslušamo, dragi moji, in prvi je Igor, ki ima zelo zanimiv film, za katerega ne vem, če ste že slišali, tako da prisluhnite. Igor, kaj si torej pogledal te dni? Pogledal sem Harry Potter in kamen modrosti. Wow, to je Harry Potter pri zobozdravniku. Ne, imam ravno toliko staro hčerko, da... Speljarmo se, veš, pa gre modrosti ven. Zdaj se hčerko ste pogledali. Ja, da smo gledali in se jih ful dopade in zdaj bom še poslušal en podcast na to temo. Jaz sem film gledal že pred časom,
Ne, takrat, ko vam prišem kasneje. Pa je dober, lušno je narejen. V bistvu, zdaj, ko sem ga drugič gledal, mi je celo boljš, zelo prijeten, zabaven. Prvo še kar otroški. Zelo Ja, tako imajo meni Home Alone, for se isti režiser tu je. Ja, Chris Columbus je režiral. Mislim, ja, prebavljiv je, no, meni. Ja. Pa v redu igrajo ti tam mali. V bistvu zelo presenetljivo se niso lovili nič kaj. Meni je prav zanimivo, mislim, pisal tako za intermeco, da ko so jih pobrali kot tako mlade igralce, to so res bili muloteni, deca, ne, da so se tudi razvili v zelo kompetentne igralce, vsi trije. No. Pa se še vsi, kar igrajo. Ja, Rupert, pa Emma in Daniel, no, mislim, vsi so zelo kompetentni. No. Ja, to je redko, no. Ja, res. Da najdeš Mislim, res to igralca, ki se potem razvija. Pa Ja, mislim, se tudi Game of Thrones jim je kar ratalo. Edino tale, ki je Brena igral, je ne. Ne, nasploh. Še dobro, da si ga fuknil skozi okno. To, pasec. Da ni ravno dosti se premikati. I didn't see that one coming. Grozna. Ok, Aljoša, da še nama minus. Da moramo na isto. Smo na istem, skratka, vsi dobimo en minus. Lepo. Ja. In kako se je tam mali zdel? Ful se je dopadlo, pol se je hotela igrati Harryja Potterja naslednji dan in sicer smo se igrali klobuk iz Biruh. Aha, cool. Ne vem, zakaj, ampak ja, to In v katero šolo je prišla? Vsi smo prišli v Gryffindor, obvisli. Ker se prisi. Ja, kakšen nepotizem je. To v familiji Harry, no? Elita. Ja, mislim, da elita actually supposed got tam. Ok. dobro. Skratka, Gryffindor 100 točk iz nobenega pametnega razloga. Ja, to As it should be. konec je mal cheating, ne? To, da Dumbledore pol Gryffindoru da full točk, to... Ja, kako da ne, jaz bi tudi, skozi. Gryffindor, 200, 300 točk. Pa še tak je on Tako postrani, koliko nucajo. Definitivno so ta točkovni sistem je skoraj da isti, ki ga imajo sosedje pri podcastu, podrobnosti, ko imajo tiste v živo, ker se točkovni sistem je kar neki, kar se pač Anže sproti zmišlja. A ja, že potem izbiruh. Ja. Anže je kar nevarna zverca. Tako da za naslednji teden bom pa še poslušal podcast Glave. Tako je. Zdaj sproti, ko bomo gledali, bom vsakič še bolj poslušal, pa da... Boš dal oceno. Podcasti začeli ocenjevati. Mogoče lahko naslednjič, da poveš. Kaj si poslušal? Tako, pa knjig se lotita, no? Polko bo. Ja, vse to pa smo že malo brali, samo zdaj smo cel film mogli pogledati, tako da ja. Ja, seveda je. Cool. Mi to. Jaz sem pa pogledal Rick and Morty, zdaj to je četrto sezono in the best. Super je. Pač, ne bom rekel boljša, slabša, pač the best. Enostavno to. Predvsem zadnji 10 del, ta še mi je pač najbolj svež. Ko smo prej komentirali montažo, pa to tle v zadnjem fajtu med ne Birdmanom, ampak Phoenixom pa Sanchezom. Phoenix, formerly known as Birdman. Ja, tako je. Je prav epsko zrežirana akcijada, tudi čreva okrog letijo, malo more nekih hudih zapletov. Že v enem, a je bil v enem prejšnjem, ki se z unim bogom... Ja, z Zeusom, kao Zemsov. Kao Zeusov tepeta. Tista bila tudi, what the fuck. Ja. Ne, super, Rick and Morty res. Trenutno, tako ti Tina je rekla, trenutno en najboljših sci-fijev na televiziji, oziroma na streamingih. Pa pogledal sem zdaj 4 dela Space Force. Not so good. Kar goofy, no. Vse do zdaj. Pa moram reči, da če ne bi bilo Karela pa Malkoviča, bi bilo še 100krat slabše, ampak ne morem se otresti feelinga, da gledam kot nek full hood, razvlečen teenage Ace Ventura joke movie. Tako, vsi ti, ves humor je zelo ameriški, ki je verbalen, pa te grimase, ki so malo stuđ, fore, ne, in ne vem, mogoče sem prestar že za to, ne vem. Vem, da enim je to ful, meni. Ne vem, zaenkrat ima same negativne večinoma kritike. Mislim, vem, da je humor subjektivna fora, ampak... Jaz še nisem, jaz bom po moje sicer bom pogledal do konca. Kak del bom pogledal, pa dva. Jaz sem prvega pogledal, pa ne vem, kdaj bom našel čas, da dalje gledam. Pa tudi to se mi zdi mogoče, to sem še prej, preden smo začeli snemati omenil, da pač oni so res Space Force, ki ga Trump dela, torej ta same isti Space Force in je par teh jokov, humorja tudi vrženo na ta aktualni družbeni
politični nonsens, ki se gre okrog tega in je malo tako. Takoj, ko je izrečenje že starno. Ja, pa tudi to, ne vem, tam imaš čisto na začetku sceno, to, da Rus lahko dobi, kaj hoče, samo Trumpu reče in potem... Mislim, tako je. Mislim, za nekoga, ki ne gleda politike, naprimer tako The Hunt, naprimer, za nekoga, ki nima blage, kaj Trump tvita ali pa kaj Hillary prebila, naprimer, je mogoče toliko bolj zanimivo, no? Veš, ker je sveže ali pa weird ali pa ne vem tako naprej. Če pa nekako veš, kaj se dogaja okrog tebe, pa je tako, to sem že videl, to sem že slišal, to vem, joke Compelje in je malo tako predvidljivo. No? Se pravi, je pa Karel pa Malkovič je pa cool. No? Kar se Karela tiče, moram reči, da tist, kak on kokomo od pleše, ne, je genialno in ful škoda, da so že v traileru to porabili. Res je dobro. Ne? Ne, zdaj 4 dele sem pogledal, še parkrat zapojem. Okay. Tako da, je kar slavček. In Aljoša, ti tudi gledaš kaj? Pa tu pa tam celo kaj, kdaj pogledam. Ja. Jaz sem pa drugač, zdaj si je lotil Snowpiercerja, ki prihaja na Netflix vsak teden, zdaj so bili 3 deli, že sem pogledal vse 3. Pa malo predtem sem še pogledal film še enkrat, ker se mi je zdelo, da mogoče, da vseeno, da pogledam, da vidim, pač, koliko bo serija podobna. In mi je tako zelo zanimivo, malo so se poigrali točno s tem pričakovanjem nekoga, ki je videl film. In je tako do prvih, ne vem, 10 minut skoraj tako, da bi gledal film. Ista štorija, isto oni se pripravljajo, da bo zdaj udrli v naslednje vagone in tako. Ampak v tem momentu glavnega junaka, ki tle pač ni Chris Evans, ampak David Dix. In zdi se mi zelo super, da so dali temnopoltega junaka, ki se mi zdi, da s tem vseeno malo dajo, ker pač revščina v Ameriki je zelo povezana z raso. Ne? Skratka, njega potegnejo ven in reče, ne, pač ustavi vse. In skratka, ne poskušajo naprej iti, ampak njega potegnejo ven, on je bivši detektiv, je bil prej in v elitnih vagonih ima umor. Drugi umor, odkar pač so tam gor, in zdaj mora on razrešiti pač ta umor in bo lahko napredoval 3. razred, skuša pa on več seveda unim pošiljati sporočila nazaj, pač kaj in kako. In se mi zdi, da serija to zelo dobro naredi, ker jaz sem se res spraševal, kaj boš ti ta film 10 delov naredil. In zdaj pač dost vidiš, dost več pač notranje strukture teh vagonov, kaj ta elita počne, ker tam v resnici nisi noč, razen šole, pa neki nisi dekadenco pa je skapado. Zelo hitro si šel skozi, tle pa se zdaj malo pač posvetiš temu in pač on zdaj raziskuje pač to, zakaj pa igra pač Jennifer Connelly, igra to žensko, ki je igrala v filmu ta Tilda Swintonova. In pač tle že pač kvarnik, če nočete tega slišati, tako že na začetku pove, da tega Wilbura ni. Da ne obstaja, ne vem kaj, zdaj ni še jasno, ampak ona je on, ne? Ona oziroma menjar se spredaj v vagonu in ona neke posnetke skupaj kombinira, da jim pošilja neka sporočila pač ekipi in tako, njega pa ni. Zdaj jaz ne vem, nič ni povedala, je umrl mes ali karkoli, ampak njega preprosto ni. Tako da Dobar. To in pač meni, jaz bom rekel, zaenkrat pač pritegnete. No. Se mi zdi, da je štorija še kar zanimiva, 3 deli so bili, meni je bilo v redu in pač ravno zaradi tega se mi zdi, da so pač nekaj razširili, ker pač je bilo res premalo za serijo. Tako da čakam naprej, no, in bomo videli. A pa to tedensko prihaja? Ja, vsak teden je zdaj. Pač, jaz sem začel, ko sta bila 2, zdaj ne vem, sta bila takoj 2 dela zunaj ali kar, ali pa sem zamudil en teden. No, skratka. Zdaj pa so 3 že zunaj. Tako da, cool. Poglejte še tole. Cool. So... Ljudje in ljudine, ne boste verjeli, to je bila že naša 54. epizoda. V njej smo se prvič javljali znova iz istega prostora, seveda še vedno na primerni razdalji. Upamo, da ste opazili razliko. Poslušali ste torej podcast, ki se oglaša na Mail Bot, podcast za serije, filme in risanke vseh žanrov od F do Z, ki ga gosti mreža Apparatus. Z vami smo bili, zdaj pa jaz si nisem nič zapisal, ker sem čist pozabil na to, da imam ponavadi tle vmes, tako da bomo samo Mito Gegič.
Oh. Komunalen. Okay, mito komunalen gejc, bomo pa skupaj našli sproti. Komunalec bom dal, mito komunalen gejc. Kaj bo dala za Igorja? Kaj Igor danes? Da vidimo. Kamen modrosti. Igor Zabel. Zobel, podkafik, Zobel in Luk. In Aljoša, no poveta. Snego prodirjajoč Harlamo. Ojoj. Snego. Ne, čakaj, want exploitation. Want exploitation Harlamo. To epizodo smo spet posneli v našem ljubem kinu Bežigrad, našem najljubšem kinu, ki se mu znova zahvaljujemo za gostoljubje. Kot je povedal Igor, počakajmo spored kinodvorane, medtem pa pojdite v drive-in kino, oglejte si film direkt iz vašega avtomobila. Če vam je bilo všeč, kar ste slišali, šerajte, lajkajte naš podcast, naročite se nam preko vašega najljubšega appa oziroma ponudnika podcastov, še vedno toplo priporočamo Castbox, dajte nam kakšno ceno na iTunesih, podprite platformo Aparatu z odličnim izborom podcastov z vsakega in če se boste v naslednjih dneh znašli na begu pred razvajenimi bogataši, kakšna pa je v resnici razlika med tem in običajnim življenjem? Ok, verjetno niste v gozdu, ok, bogataši vas ne lovijo s puškami, ampak ubijajo nas pa vseeno. Oh, damn, that got dark real fast. Tale outro je sponzorirala Antifa. Antifa, če ste proti, ste za. Na Twitterju nas najdete kot @podcastobot, na Facebooku smo podcast s K-jem, obot brez pikic vmes, tako je tudi na Instagramu. Tja delimo rajcere, prikolce, druge zanimivosti, tja lahko usmerite vprašanja, pripombe, komentarje, teorije, zarote o tem, kako dolg čas preganjajo slovenski bogataši, predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič in res pošljite predloge, kajti zdaj smo jih že počasi začeli uresničevati. 2 epizodi nazaj smo bili Westworld, ali je bila prejšnja epizoda to? Prejšnja. Ja. 2 tedna. Tako, 2 tedna ste bili, jaz sem že tako, ker nismo prejšnji teden nič imeli. Katastrofa. Skratka, Westworld smo imeli, ki je bil na vašo željo, tako da dajte prispevati, če vas karkoli zanima, če bi o čemerkoli radi poslušali uro pa pol podcasta. Lahko tudi kako klasiko. Lahko tudi kakšno klasiko, vsake toliko cajta. Z veseljem vas bomo uslišali. Sicer pa se znova slišimo naslednjič, ko še ne vemo čisto dobro, o čem bomo govorili. Mislili smo o Space Forceu, pa zdaj najbrž ne bomo, ker je Mito prinesel to žalostno vest, da žal mogoče ni to Spacey in Forci. Skratka, ampak vseeno, naj vas ne bo strah, gotovo bomo našli predmet, o katerem bomo govorili in govorili bomo o njem veliko. Tole je bil podcast Obod, posnet živimi ljudmi v istem prostoru. Obodovke in obodovci, marš v kina in se slišimo spet čez 2 tedna. All right. Yeah, right.